kako se s sušami v zadnjih, rečemo, letih sooča vaša kmetija, na kakšen način se tega lotevate, tako administrativno, ne nazadnje pa čisto tehnično, tehnološko na kmetiji? Ja, s sušo se vsekako srečujemo na naši kmetiji, se pa poskušamo pravzaprav pred njo zaščititi že preden pride suša. To pomeni, da pravzaprav izbiramo načine obdelave tal, ki so primerni, ker vsaka površina ni primerna za neko določeno obdelavo tal. Potem na primer skrbimo za zadostno količino organske snovi, oziroma procent organske snovi v tleh. Kot vemo, organska snov ima sposobnost zadrževanja vode, toliko pa toliko procentov vode več zadržimo, če povišamo delež organske snovi. To vse vpliva. Potem prilagajamo gnojenje. Vemo, da če pride suša in je pridelek zmanjšan, določeno število oziroma določen del hranil v tleh ostane, se ne porabi. Prav tako moram poudariti, da je recimo mineralizacija organske snovi večja, zato so pomembni dosevki, da te dosevke recimo na primer dušik, ki se sprosti ob mineralizaciji organske snovi, zadržijo in ga potem lahko v naslednjih letih naslednje kulture porabijo. Mogoče samo še eno vprašanje. Vaša kmetija je večinoma poljedelsko orientirana. Katere kulture pa rečemo gojite v večini, oziroma kakšen je vaša plejada kmetijskih rastlin, ki jih imate na poljih? Mi gojimo klasične tiste poljšine, kot je koruza za zrnje, ječmen, pšenica, potem pa imamo še sojo, oljne buče, letos smo pa tudi začeli z oljno ogrščico. Kakšne pa so vaše izkušnje, mogoče rečemo bolj tolerantne na sušo, katere rastline so se vam izkazale, mogoče že kakšne preizkuse ali kakšne nove, na primer alternativo koruzi ali pa kakšnim takim krvnim rastlinam? Rastlina, ki je pravzaprav precej odporna na sušo, vsaj v naših razmerah, je soja. Soja potrebuje veliko padavin samo v času cvetenja. Drugače pa vemo, da recimo take kot so koruza, oljne buče, takšne kulture rabijo precej vlage. Kako je pa mogoče s tem vodnim menedžmentom na kmetiji? Kako pravzaprav, odkje dobivate vodo, ali imate tudi kakšne površine pod namakanjem, kako potem pa oskrbujete rastline v času daljšega pomanjkanja vode? Mi namakanja nimamo na kmetiji, to je nek dolgoročni plan, ki ga bomo, upam, da uresničili nekoč. Nimamo svojih zajetij. Pravzaprav se ukvarjamo, tako kot sem rekel, preventivno proti suši. To je pravzaprav naša najboljša strategija. Zdaj pa mogoče, če greva bolj k informacijam, predvsem ste aktivni kot mlad kmet na socialnih omrežjih. Kako pridobivate svoje informacije? Preko spletnih aplikacij, na izobraževanjih, nekih kontaktih s inštitucijami, kmetijsko svetovalno službo? Mogoče ta element me zanima. Kako pravzaprav pridete do potrebnih informacij za svoje vsakodnevno delovanje? Ja, največ informacij, kar se tiče kmetijstva, sem dobil na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede. Tam sem zaključil univerzitetni oziroma visokošolski program biosistemsko inženirstvo. To je prva stopnja študija. Veliko sem se sam izobraževal na raznih spletnih, recimo seminarjih. Hodil sem po delavnicah, ki jih recimo Kmetijski zavod organizira, takšne zadeve. Kaj pa vremenske informacije? Upoštevate vreme verjetno pri svoji vsakodnevni praksi? Kako se do tega posegate preko aplikacij, mobilnega telefona, po spletu? Kaj še potrebujete ali pa česa, kaj pogrešate? Glejte, pogrešam pravzaprav neko zelo natančno napoved. Pogosto spremljam napovedi na internetu, preko telefona oziroma računalnika. Napoved se pogosto spreminja. Pravzaprav bi si želel neke lokalne vremenske postaje. Pa veste, kje so, naprimer, poznate te lokalne meteorološke postaje, ki so v mreži, naprimer Agencije za okolje oziroma Kmetijskega zavoda Maribor oziroma kmetijskih svetovalnih služb za potrebe varstva rastlin? To vam verjetno upoštevate tudi? To spremljam in tudi upoštevam, sicer je pa tako, da včasih je potrebno preventivno zaščititi rastline, ker tudi zdrave rastline so pogoj za pravzaprav uspeh, za pridelek
in zdrave rastline so tudi bolj odporne proti suši. Ja, sušna obdobja oziroma sušna leta vsekakor vplivajo na kmetijo, na kmetovanje, vendar mi želimo z našim delom predvsem že preventivno delovati proti temu. Zdaj, ena stvar je kako, torej, da so tla, prst, da je takšna, ki lahko vodo prepušča, se pravi sprejema vase vlago, jo tudi zadržuje in v bistvu ohranja za tista res sušna obdobja, ko jo ni iz neba, da je zemlja dovolj vlažna, da vzdržuje neko vsaj mirovanje rastlin, ne, da ne propadejo. Druga taka preventiva je pa gotovo tudi ta, da način, mi biodinamično kmetujemo, način kmetovanja je tak, je z uporabo preparatov, da so tudi rastline potem po suši veliko hitreje sposobne absorbirati vlago. Torej, samo malo dežja je potrebno, da one spet zaživijo. Torej, mi uporabljamo zelo malo gnojila umetnega oziroma mineralnega sploh ne. Uporabljamo rastlinski kompost, za zelišča namreč živalski kompost ni primeren, bi zelo bujno rasla, ampak bi bila njihova vsebnost eteričnih olj, zdravilnih učinkovin majhna, zato je boljše, da imajo rahlo revna tla, kot pa da bi imela bogata tla. Skratka, to je prednost, ne, tudi v teh vremenskih razmerah. Po drugi strani pa sta osnovna preparata gnoj iz roga, predvsem ta vpliva na prst, na sposobnost prsti in rastlin po absorpciji vlage, tako iz zemlje kot iz zraka. In ta gnoj iz roga, na primer, je tudi eni biodinamiki, moram priznati, mi še tega nismo preizkusili, na srečo še v taki situaciji nismo bili, ko je bilo daljše obdobje suše, so vsak dan škropili s tem preparatom gnoj iz roga. In kaj se je zgodilo? Rastline so v bistvu res bile kot v mirovanju, malo zakrčene zaradi situacije brez vlage, ampak takoj, ko se je pojavila minimalna vlaga, bodisi čez noč ali dež, so rastline takoj oživele in začele normalno delovati. To je ena taka čist praktična izkušnja, no, ni iz prve roke, iz druge roke, ampak vsekakor zelo uporabna. Vsekakor se je izkazalo, da zelišča, zdravilne rastline zelišča, tudi začimnice, da so zelo odporne na sušo. Še več, v bistvu marsikateri prija še bolj, bom rekla, sušna obdobja, ne, zato so tudi mediteranske rastline, kot so rožmarin, žajbelj, sivka, veliko bolj dišeče, veliko bolj kvalitetne na območjih, kjer je malo vlage. In to, glede na to, kako se pa zdaj podnebje spreminja, je mogoče te rastline pridelovati tudi globje v celini. In to so take rastline, pa ne samo te, tudi druga zelišča, pa imate, ne vem, sladki janež, pa komarček, pa kumino, ki so zelo trpežna. In gotovo velja razmišljati v to smer, se pravi, ne toliko več na kvantiteti, na ogromnih pridelkih, ki potem marsikdaj končajo na gnoju ali pa na kompostu, temveč na kvalitetni hrani, v manjši količini, ampak res kvalitetni, tako da nas bo lahko vse nahranila.
dejansko ti vsak poseg, ki ga narediš na kmetiji, se moraš vprašati, kakšne posledice bo to imelo. Ne? In jaz ne vem, jaz nimam otrok, pa razmišljam, da bo to mora biti, kdorkoli bo prišel za mano, da bo lahko to naprej razvijal. Ne? Tam imajo pa svoje otroke ali pa zbolevajo, ne vem, za težkimi bolezni, pa se nič ne spremeni. No, v zadnjih letih nekih težav, rekel, da nas je suša prizadela, ni bilo, ker nekako si ne moremo privoščiti, da nam suša dela škodo. Proizvodnja je pretežno v loncih in to je potrebno zalivati, pa če je dež ali ne. Recimo ameriške borovnice rabijo po letnem času recimo 20 litrov vode na kvadratni meter vsaki drugi dan. Tako da deža tudi tak ni dovolj in treba namakati. Večja težava so povzročajo temperature, ne. Več treba pogosteje zalivati, v manjših količinah pogosteje. Specializirani smo na ameriške borovnice, povpraševanja po kakih bolj sušno odpornih rastlinah niti ne zaznavamo. Zalivamo, če imamo dovolj vode. Voda je težava vedno, omejeni smo omejeni. Lahko bi imeli več proizvodnje v loncih, manj zunaj, malo bolj komot je za delo, sicer malenkost dražje. Ampak če je pomanjkanje vode, v loncu jo moraš zaliti kakorkoli, če pa je to v tleh, pa lažje prenese dalj časa brez dodatnega zalivanja. Zdaj vrtine nimamo, ko smo se zanimali za izdelavo vrtine, je to bila kar konkreten strošek. Zbiramo vso vodo, ki pade v bistvu na naše strehe, so vse speljane v zbiralnik oziroma stari obstoječ ribnik. Plus tega smo drenažirali en del naše zemlje, ki je bila težava z preveč vode. In smo rešili dva problema na en mah, v bistvu plast smo sanirali, pa s tem pridobili malo več vode. Pomagamo si tudi z mestnim vodovodom, to pa pretežno se zaliva v rastlinjaku, kjer so mlade rastline oziroma potaknjenci. Tudi stališča potem čistosti, no. To voda z ribnika vedno zna biti lahko kakšna okužba tudi pride, no. Spremljamo pa dejansko, ja, določene stvari, ki so bile malo bolj občutljive, smo izločili, nadomestili. Recimo rastline s podobnimi karakteristikami, ampak malo bolj odporne, ne, to dejansko vedno pa gledamo, da so rastline čim bolj odporne in na vremenske pojave, recimo, pa tudi na bolezni, no. Vedno se preizkušajo nove sorte, tiste, ki so bolj občutljive, se izločajo, gojijo se pa bolj odporne. Sadjarstvo se v zadnjih, bom rekla, 5 letih sooča tako z pozebami kot krajšimi obdobji suše, tudi z nalivi, ki so lahko v enem dnevu do 100 litrov padavin. Samo sadjarstvo na terenu ima kar nekaj možnosti, da te strese preprečuje. Tako se z zimskimi pozebami borimo z oroševalnimi sistemi, ki so se izkazali za kar, bom rekla, v visokem deležu zanesljivi. Same suše potem preprečujemo na način, da uvajamo namakalne sisteme. Namakalni sistemi seveda povsod niso mogoči, tam kjer pa imamo možnost zgraditi takšen ali drugačen vodni vir, pa je za preprečitev suše namakalni sistem izredno, bom rekla, pomemben in potreben. Ugotovili smo, da z preprečevanjem suše imamo kakovostnejši pridelek, obilnejši pridelek in pa tudi, bom rekla, stalni pridelek, kar pomeni, da pri sadjarstvu drevesa imajo manj možnosti, da zapadejo v neka obdobja nerodnosti. V sadjarskem sektorju, bom rekla, mogoče nekaj več na sami poskusni postaji tukaj v sadjarskem centru, razpolagamo z možnostjo, bom rekla, tako spremljanja teh trenutnih vremenskih razmer. Arso meteorološka postaja, ki nam nudi v točno določenem trenutku vse podatke o količini padavin, o temperaturah, bodisi visokih, bodisi nizkih, o evapotranspiraciji. Naš sistem smo nadgradili z vgrajenimi sondami, tako da imamo tudi podatek o vlažnosti tal. To
pomeni, da imamo tudi izdelan talni profil, katerega potem na osnovi katerega kasneje tudi se odločamo, kako namakati. Opazili smo, da glede različnih virov potem poznamo tudi različne kakovosti vode. Zelo pomembno je, da ta voda, ki jo potem spustimo v namakalne sisteme, vseeno je čista ali dovolj čista. Seveda pa tukaj smo zelo malo pozornosti posvetili tem, bom rekla, sanitarnim vodam, kakovosti vode. In ugotovili smo, da ta postana voda lahko vsebuje nekaj več, bom rekla, teh bakterij, ki znajo biti pri, bom rekla, enoletnih rastlinah nekoliko bolj nevarne kot pa pri trajnih rastlinah, kajti namakanje trajnih rastlin po večini poteka na sistem kapljičnega namakanja. Oroševanje poteka zgodaj v spomladanskem času, ker imamo cvetove in ni tega vpliva recimo teh bakterij, da bi bili škodljivi. Seveda pri zelenjavi ali pri enoletnih, bom rekla, jagodičastem sadju, tam pa zna ta težava biti nekoliko bolj, bom rekla, izpostavljena. Suša je praktično vsako leto težava. Ni nujno, da je skozi celo obdobje, vsekakor pa enkrat v letu se zgodi, da pridelki trpijo sušo in potem se seveda dela škoda in posledično jim svetovalna služba pomaga kmetom, da uvajajo neke ukrepe, da dajo jim pomoč pri uvajanju namakalnih sistemov in drugih ukrepov, ki vplivajo, da se zmanjšamo posledice suše. Kakšni pa so ti ukrepi, naprimer, s katerimi se lahko preventivno kmetovalci spoprimejo s, rečemo, napovedano sušo? Ja, ukrepi so različni, se pravi, predvsem mora biti tla stalno pokrita, da ne prihaja do velikega izhlapevanja iz tal, potem uvajanje kultur, ki so manjše porabnice vode, uvajanje nekaterih ukrepov, recimo folije, zastirke, ki preprečuje sušo, ampak ko nastopi suša, je edini pravi ukrep namakanje. Ja, pri nas je namakanje, vsaj v tem delu, ki ga pokriva naš kmetijski zavod, dokaj razširjeno. Namakalnih sistemov je vse skupaj okrog 3000 hektarov, to je predvsem na območju občin Lenart, Ptuj, Gorišnica in Ormož. Tako da večino naših, bi rekel, naprezanj gre v to, da bi čim več ljudi oziroma čim več kmetov navdušili za namakanje. Ker pogosto se zgodi pri uvajanju teh sistemov, da ni dovolj kmetovalcev oziroma ni dovolj kmetov, ki so pripravljeni pristopiti k namakanju. Zdaj, to naše področje je k sreči dovolj bogato z vodnimi viri. Imamo energetske kanale reke Drave, ki zagotavljajo praktično stalni pretok, ki je na razpolago za namakanje. Tako da glede pomanjkanja vode, glede teh vodnih virov ni težav. Večje težave so pri vodnih virih, recimo zajetjih, vodnih zbiralnikih, kjer nabiramo vodo preko zime za spomladansko in poletno kmetovanje, in iz vrtin, kjer se lahko zgodi, da v času največjih suš izgubimo oziroma nimamo dovolj vode na razpolago. Tako da vsekakor vsak kmetovalec ve, koliko vode ima na razpolago in koliko te vode bo potreboval za posamezne kmetijske kulture. Se pravi, največ seveda v zelenjadarstvu, malo manj v poljedelstvu, tako da vsak nekako ve, kje bo našel in kako bo uporabljal to vodo za namakanje. Najpomembnejše so, bi rekel, pedološke podlage. Če imamo dobro proučeno mehansko sestavo tal na tistem področju, kjer hočemo uvesti oziroma izboljšati namakanje, je to najboljša osnova za kakovostno namakanje. Potem so pomembni seveda vremenske razmere in potrebe posameznih kultur glede namakanja. To pomeni globina koreninskega sistema, potem fenofaza, v kateri se nahaja. V zgodnejših fazah so rastline bolj občutljive kot v kasnejših fazah, kjer lahko z namakanjem povzročimo tudi več škode kot koristi. Tako da ta celoten nabor teh podatkov je potreben za kakovostno odločanje. Zdaj, v okviru našega zavoda smo pripravili tudi tehnološka navodila za posamezne kulture za namakanje, ki
omogočajo kmetom, da na najbolj enostaven in uporaben način pridejo do podatkov, ki jih potrebujejo za kakovostno namakanje. Kakšna je pa pravzaprav podpora občine oziroma lokalne skupnosti prizadetim kmetom oziroma kmetijskim pridelovalcem? Konkretno v zadevi suše, v zadevi naravnih nesreč smo v bistvu izvajalec državne podpore, kajti občina je tista, ki obvesti kmete, da je pač država priznala naravno nesrečo in občina potem izvede vse postopke, kar se tiče obveščanja, prijave škode, vnosa podatkov v aplikacijo AJDA in seveda bom rekla, da v tem primeru so to zapleteni postopki za kmete in za občino ovira, administrativna ovira, kajti vsi podatki subvencijskih vlog so itak že na državnem nivoju in bi bilo po našem mnenju potrebno te postopke absolutno poenostaviti. Kmetje so nezadovoljni, ker pač niso vešči teh administrativnih postopkov. Mi jim pomagamo na najboljši možni način. Kmetje so izrazili tudi potrebo po namakalnem sistemu. Skušali smo se prijaviti skušali smo v bistvu iti v investicijo namakanja. Tukaj imamo akumulacijo požeg, ampak se je zalomilo zaradi naravovarstvenikov. Mislim, da so zgodbe podobne še kje drugje, tako da nismo potem mogli več nadaljevati postopkov prijave na državni razpis namakanja. Vsekakor pa sta ti dve zadevi, se pravi komasacija in pa namakanje, tisti temelj za upravljanje z vodami, za problematiko suše. Ampak ovire so pač v tem, da kmetje investicijsko niso sposobni, predvsem v namakanju, v projektih namakanja, zagotoviti finančnih sredstev. Interes, želja pa je velika. Mogoče eno podvprašanje vezano na to. Imate pač podatke s terena, se kmetje so pripravljeni povezovati v te konzorcije namakalne oziroma včasih je to tudi potreba, ne, da sploh gremo v kandidaturo za določen razpis? Ja, so. Tudi pri sami komasaciji zemljišč so v bistvu sami kmetje podali pobudo, se aktivirali, tudi pri namakanju, tako da ja, ampak potrebno je pač, se pravim, problem je pač finančna konstrukcija. Kaj pa upravljanje z vodami tako na nivoju občine, poleg kmetijstva, imate mogoče kakšne, prihaja do konflikta interesov po načrtih upravljanja z vodami? To verjetno je za občino zelo specifično, ne? Od občine do občine se stvari razlikujejo, ampak verjetno so še druge dejavnosti, ki posegajo po vodi. Zaenkrat predvidevam, da v sušnih letih voda predstavlja oviro tudi še za kakšno drugo dejavnost, ne samo za kmetijstvo. Kako pa si to predstavljate rešitev v tem smislu, kadar bi prišlo, rečemo, pri obetih niso najbolj obetajoči, ne, tudi za naprej, da, naprimer, da bi prišlo do pomanjkanja zaloge pitne vode oziroma vode za različne gospodarske dejavnosti. A mogoče kakšne debate na to temo že izvajate v občini oziroma kakšen je ta pogled vaš na tudi na ostale gospodarske panoge v občini? Jaz bi konkretno težko odgovorila na to vprašanje, ampak kar se tiče geografskih danosti, smo tukaj na obronkih Pohorja, občina Rače-Fram zajema dve popolnoma različni območji, se pravi ravninski del Dravskega polja in pa hriboviti del Framskega Pohorja. Tukaj imamo tudi izvire pitne vode, tako da zaenkrat mislim, da bi pač v teh ekstremnih razmerah seveda koristili
vodo z Pohorja. Kar se pa tiče gospodarskih dejavnosti, v občini Rače Fram imamo Albauk Pinus, tovarno. Tukaj so pač te zadeve zaenkrat urejene. Nimamo nekih poplavnih območij. Oskrbe z vodo zaenkrat pač ni težavno, bom rekla.